Pozdravljeni! Danes vam bom predstavila program OBS, ki se mi zdi, da je zelo uporaben in ga lahko tudi kateheti pri svojem delu pogosto uporabljamo. Zdaj, prvi korak pri tem programu je, da si ga namestimo na računalnik. Tukaj na spletni strani programa OBS si lahko izberete operacijski sistem, torej če imate Windows, če imate Apple ali pa če imate open source. In potem tukaj izberete še, koliko bitno verzijo računalnika imate. Zdaj, če imate 32 bitno, morate klikniti tale gumb, če pa imate 64 bitno, pa kliknete tale moder gumb. Zdaj, če slučajno ne veste, kakšno verzijo imate, lahko to enostavno preverite, če greste pod nadzorno ploščo, greste pod sistem, še enkrat sistem in vam tukaj vrsta sistema piše, da imate, torej meni piše, da imam 64-bitni operacijski sistem, torej če imate pa tukaj številko 32, pa pač izberete tale gumb. Torej, program si prenesete na računalnik, ga tudi potem namestite in ga odprete. Potem se vam odpre takšno okno, kjer zdaj vidite, da meni že snema. Zdaj, pri prvi uporabi vam predlagam, da si program malo pregledate, kaj ponuja. Velik plus je, da je ta program v slovenskem jeziku, zato je tudi enostaven za uporabo, sploh mogoče za tiste, ki niste vešči angleškega jezika. Lahko greste tudi pod nastavitve. Če imate to novejšo verzijo, imate tole spodaj, lahko pa je tudi tukaj zgoraj to okno za nastavitve. Torej, kliknete nastavitve in potem jaz teh osnovnih nastavitev nisem nič spreminjala, ker se mi zdi, da pač so že tako, kot morajo biti. Ena uporabna stvar pa so recimo hitre tipke. Tukaj si lahko izberete tipko, s katero boste začeli snemati ali pa s katero boste končali. Jaz imam za začni snemati tipko Z, začni, prenehaj pa tipko K, torej končaj. Lahko si pa nastavite poljubno kombinacijo tipk in to se mi zdi, da je res uporabno. Potem naslednja stvar, ki jo morate storiti pred začetkom uporabe, pa je, da si dodate vire. To imate tukaj spodaj, pod meni viri in tukaj si izberete, kaj v bistvu želite, da program OBS snema. Zdaj, jaz imam dodan vir zajemanje zaslona. To pomeni, da mi OBS snema v bistvu moj zaslon. Vse, kar jaz delam na zaslonu, mi OBS snema. Torej, tudi če grem recimo v Chrome, v spletni brskalnik, če recimo učencem prikazujem kakšno PowerPoint projekcijo, vse to program snema. To je torej zajemanje zaslona. Potem, če imate mogoče profesionalen mikrofon, ki vam snema zvok, si ga tudi dodate in sicer greste tukaj spodaj na plus, dodaj, in potem kliknete zajemanje vhodnega zvoka, poiščete svoj mikrofon in vam ga doda. Torej, jaz imam profesionalen mikrofon, ga moram za snemanje tudi dodati. Potem še ena uporabna stvar pa je naprava za zajemanje virov, to pa je kamera, oziroma naprava za zajemanje videa. To pa je kamera, ki jo imate na računalniku. To pa vam bom predstavila v naslednjem videu. Torej, tukaj pri plusu imate veliko možnosti. Torej, jaz najbolj uporabljam torej kamero, naprava za zajemanje videoposnetkov, potem uporabljam napravo za zajemanje vhodnega zvoka, torej mikrofon, in pa zajemanje zaslona. To se mi zdi, da je tudi za nas, katehete, mogoče najbolj uporabno. Potem, ko torej končate s snemanjem, pa kliknete tukaj prenehaj snemati in ta videoposnetek vam shrani pod neko mapo, ki si jo določite.
Meni jo shrani kar pod moj računalnik, pa tam pod videoposnetki. To je to, več pa v naslednjem videoposnetku. Nasvidenje!